V jesenskem času lepo zažene tudi jesenska vresa. Jesenska vresa je večletni zimzeleni grmiček, zraste nekje 20 do 60 centimetrov visoko. Je v bistvu nekakšna znanilka jeseni in spada v družino vresnovk. Poznamo tudi pomladansko reso, tisto pa ponavadi pobiramo nekje v mesecu aprilu in maju. Razlikujeta se predvsem po obliki listov in pa mogoče ima spomladanska resa malenkost bolj zvončaste cvetove. Drugače sta si pa zelo podobni. Jesensko vreso bomo zdajle najpogosteje našli na okrasnih vrtovih kot okrasno rastlino. Sadimo jo tudi kot okrasno rastlino na grobove, saj, kot sem že povedala, je zimzelena rastlina. Steblo je olesenelo, zlahka se odlomi, cvetovi so rožnati, vijolične barve, odvisno v kakšni zemlji raste. Torej njeni čašni listi so daljši od venčnih, kar je neka največja razlika v primerjavi s cvetovi spomladanske rese, ki so, kot sem povedala, nekoliko bolj zvonasti. Raste nekje ob cestah, ob pustih teh travnikih, jasah, najdemo jo bolj v višje ležečih krajih, gozdne meje, planinskih pašnikih. Rada ima sončno lego, odcedna tla in pa nekako bolj nekarbonatna, bolj kisla tla. Vreso nabiramo med cvetenjem. Najdemo jo že, kadar cveti, že mogoče julija, drugače pa zdajle v jesenskem času in vse do konca oktobra. Najbolje kjer v opoldanskih urah, kadar je fajn sonce, da je suha rastlina. Nabiramo zgornje poganjke, torej te cvetoče poganjke, liste, steblo in pa cvetove. Rastlina vsebuje čreslovine, flavonoide, kremenčevo kislino, mineralne snovi. Njeni zdravilni učinki pomagajo predvsem pri bolezni ledvic, vnetja mehurja, pospešujejo odvajanje vode, torej je diuretik, antiseptik, torej pomeni, da razkužuje sečne poti. Pomaga tudi pri izločanju žolča iz telesa, nekako naj bi raztapljala ledvične žolčne kamne, malo poveča tudi znojenje. Kadar rastlina poveča znojenje, pomeni, da zvišuje tudi krvni tlak in pomaga pri tem, da oži ožilje. Ima zelo dober vpliv tudi na kožo. To pomeni, da lahko reso uporabljamo tudi zunanje. To pomeni, da si pač pripravimo nek ohlajen čaj kot poparek, z njim razkužujemo potem rane, poškodbe, pomaga pri prhljaju, luskavici, kožnih boleznih in srbenju. Pitje čaja, vresinega čaja pred spanjem sprošča napetost in pomaga pri nekako pripravi, da lažje zaspimo. Kako pač pripravimo čaj, kot sem že povedala, s poparkom iz cvetov, listov in stebel. Lahko nekje pijemo to 3-krat na dan. Če uporabljamo to kot v čajni mešanici, je zelo dobra v čajih za izkašljevanje, saj nekako pomaga ublažiti kašelj. Kot sem pa že povedala, je pa zelo pogosta rastlina uporabna v vrtnarstvu, kot okrasna rastlina za lepšanje gredic, skalnjakov, preprečuje erozijo, ima zelo dobro koreninski sistem, lahko pa jo posadimo tudi kar v lončke. Torej najdete jo zdaj, naberite si jo in jo pridno uporabljajte.